najprej čestitam za pošten boj. Naprej bi povedal, da za nas vse mlade ste bil zmagovalci že mnogo prej, pred to bitko. In mi smo bili z vami tudi prej, zdaj in bomo še naprej. Tako da se bomo borili z vami v nove zmage. Za vaš optimizem, za vašo energijo, predvsem pa za vašo podporo in za ljubezen do slovenske prihodnosti. Vi ste tisti ljudje iz moje kampanje, ki ste najbolj razumeli, kaj sem hotel povedati. In sem tudi najmočneje čutil vašo podporo. Ko sem govoril o letu 2025, mislim, da ste se vi najbolj zavedali, zakaj gre. In vam svetujem, da skušate razumeti ali pa vprašati ljudi, zakaj smo edina država na svetu, v kateri upokojenci nočejo denarja, ki bi ga lahko dobili jutri. To, veste, da se glavo tako obrne, da tudi denarja ne mara. Se mora nekaj prej zgoditi. Mora biti neka matrika, mora biti neka komanda, nekaj se mora zgoditi, da ti tudi denarja nočeš. Hkrati pa govoriš, da je blagajna prazna. Zelo res, ne bi rekel, da nadaljujemo kampanjo. Jaz sprašujem ljudi, kako je to mogoče. Vlada da na predlog Desusa sprejme zakon, da se milijarda evrov približno začne uporabljati za namene pokojninske blagajne, ki je šibka. In ker je šibka, jo bomo mi, ki bomo zaslužili kakšno plačo, polnili iz plač, namesto da bi se že polnila iz kupnine privatizirane zavarovalnice Triglav. In rezultat, kot vidite, za ta referendum, ki je bil referendum proti vladi, je približno tak, kot je rezultat za predsednika te države. Jaz bi vam rad še tole povedal, verjetno ste to že slišali, ampak naj bo rečeno še enkrat. Tukaj, kje je Ivo? Ivo še dela. Ivo, malo moraš biti zami zdaj. Z mladino gledamo naprej. Če gledam od vrha, dol pa danes vidi. Ivo je bil tisti mož, ki je mene dokončno prepričal spravo v kandidaturo. On, ki ni v nobeni stranki, razen v svoji listi, in številni njegovi prijatelji so rekli, želimo enega predsednika, ki bo lahko vezal navznoter in predstavljal državo navzven. Človeka, ki ima kakšen ugled, ki ga kdo pozna, ki ga je naredil in tako naprej. Da se reče, trajno kaj kvalitete. In jaz sem vesel, da sem imel v tej družbi za vodjo strateškega sveta človeka, ki zelo misli naprej. Je eden od tistih slovenskih uspešnih zgodb, ki se je začela v neki garaži s proizvodnjo zmajev generalnih in ki je pripeljala v teh letih, 30 letih približno, do svetovnega vrha v proizvodnji ultralahkih letal. In jaz mislim, da je treba gledati v tisto smer, ki nam bo kaj prinesla. Zato sem vesel, da je tudi zdaj v naši družbi in da je on eden od tistih, ki prinaša najnovejše v Sloveniji, oziroma razvija najnovejše, tako rekoč, za ves svet. In gotovo bomo tako ali drugače nadaljevali. Bliža se prvi polet popolnoma električnega jadralnega letala, kar bo še en svetovni šlager. Upam, da se boste kaj oglasili, v Ajdovščini pa se bomo kaj peljali, da vidite, kako izgleda čista poezija, ko ni hrupa, ne izpuhal, samo motorček, ki ga tako rekoč ne slišiš in si na slovenskem nebu. Jaz to zato razlagam, ne zato, ker imel kakšne pilotske izkušnje, ker če mi ne bomo imeli tako produktivnih firm, potem nas bo bolela glava leta 2025.
jaz tega nisem mogel niti razvijati v tej kampanji. Ne. O temah prihodnosti se ne dal veliko govoriti. Ne. In jaz mislim, da lahko samo z vašo generacijo Slovenijo odlepimo od polarizirajočih in nesrečnih tem leta 41, 43, 45, pa vse do leta 90. In mislim, da najboljši stavki, ki sem jih slišal danes z vaše strani, so stavki ne razumem. Ne, ker če hočete kaj narediti, boste morali Slovenijo razumeti. Boste morali razumeti, zakaj v času, ko nam ni šlo še nikoli bolje, pride do najslabšega rezultata doslej. 70-30 še ni bilo. In boste razumeli, da kaj vse je vplivalo na ta rezultat. Ne. Jaz sem imel zdaj bilo že čisto vsem, kaj govorim, ne, ker je nekaj prijelo že prej. Ne. Tako da jaz celo smatram, da sem v teh okoliščinah dobil še kar dober rezultat. Se pravi, je pa enak rezultatov za referendum. Ne. In o teh stvareh bo treba misliti, ker vi prevzemate odgovornosti v tej državi in v vaši najlepši dobi bomo imeli enega upokojenca na enega delavca. Jaz upam, da bom še za kaj sposoben takrat, ker vam bomo morali pomagati. Torej, meni je bilo v vsakem primeru čas, da sem sploh lahko v tej tekmi sodeloval. Mislim, da je malo takšnih časti, kot da lahko v svobodni Sloveniji kandidiraš za njenega predsednika. Jaz stojim za vsem, kar sem govoril v tej kampanji, vključno z osamosvojitvijo. Šel sem v to borbo tudi zato, da se ne bi pozabili, zakaj smo se osamosvojili. So lahko okoliščine, v katerih bi se samo še pro formo govorilo, zakaj je takrat šlo. In jaz mislim, da če ne bomo živeli z tega, iz česar smo takrat državo naredili in se dokončno osvobodili, potem mislim, da se tej državi ne bo dobro pisalo. Jaz se vam lepo zahvalim za vso vašo podporo, za vaše vztrajanje, za vaše poskuse, da bi razumeli, kaj tukaj pri nas deluje in kaj ne. In kar se mene tiče, ne vodite v nobenih skrbeh. Lojze Peterle bo za to Slovenijo, ki jo so ustvarjal, delal naprej, tako ali drugače. Jutri grem na plenarno zasedanje v Strasbourg, z enimi se bomo videli tam, z enimi se bomo videli drugače. Si želim, da bi tole ljubezen do Slovenije gojili naprej. Jaz vam bom pomagal, da boste čim več izkušenj od zunaj dobili, da boste tem močnejši doma. In Slovenija mora naprej in se mora odlepiti od leta 41.